Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage ob 10:15 zasedba Manuš v živo v studiu Radio SI. Live stream, Robi ponovno z nami v studiu. Prej sem že želel vprašati, pa je malce časa zmanjkalo. Nekako ste člani zasedbe generacije 70-ih, 80-ih rojena, odraščali tudi z MTV-em. Ja. Jaz sem imel to srečo, da smo imeli res kmalu že kabelsko in najboljše kanale. Veš, tiste, ki jih danes moraš res doplačati. Danes se vsi čudimo ponudnikom 300 kanalov, od tega jih pa šaltaš 12, pa še ti si je zanač. Grozen, res, neverjetno. Mi smo imeli včasih res od Filmnet do Sky Movies in seveda tudi MTV, zlati časi MTV. Jaz sem tam videl par mega hitov svetovnih, ki so postali seveda evergreeni. Prav, veš, kaj je bila premiera, ker je bil pač, recimo, nikoli ne bom pozabil, Teen Spirit, kaj je preletel, veš, pa Green Day s prvim šusom, pa od Money for Nothing in takrat je bil tako, da ne govorimo o vseh videih od Peter Gabriela, takrat se je to res delalo zares in MTV pač, ja, se je zgodilo, kar se je, ampak veliko sem tam prelistal dnevno, ampak tudi mislim, da je bila zelo raznolika muzika, pa ja. Nisi rabo biti sam lep, da si imel hud band, ne. Takrat še ne, ampak vse glej, naše generacije naših staršev ali pa starih staršev je poslušala Radio Luksemburg, da je prišla do nove glasbe. Mi smo torej imeli MTV, kot nek prvi kanal pred internetom, zdaj pa pač internet, poplava je velika, ampak, kot so ugotovila, če je lepa slikca, bo človek prekliknil. Kako se boriti proti temu? Ja, ne vem, priznam, da ne vem, zato, ker če boš objavil zdaj nekaj, kar zahteva 30 sekund pozornosti nekoga, ki preletava te newsfeede, je že v bistvu si moral že ne vem koliko časa žrtvovati zate, tako da ja, to je čist mim, pač, ko pa objaviš fotko, bo pa poplava teh všečkov, žal živimo v družbi všečkov, kar je čist neumen. Jaz ti po pravici povem, se opravičujem, ampak tudi če se ugasne kakšen. Mi verjameš? Tudi če se ugasne kakšen, ampak vem, da najbrž bi se metal dol stolpenc, kar je žalostno, ampak da pa vse, veš, bazira samo na fotki in potem neki te navdihujoči stavki, ki so itak na pol pokradeni od pesnikov. Govorim za razne lepotičke oziroma, kako se že reče na Instagramu, followers. Žal, to je moje mnenje in mislim, da je to malo so nam zvodenele te glave oziroma so kvadratne postale, tako da ne bom nikoli pozabil enega musicala, kjer sem bil velik, kjer sem bil tudi prva kitara. Vsako pauzo, ko je bil tekst, je od 8 glasbenikov 6 takoj vzel telefone in začel listati. Ko imaš trenutek časa? Ne more to tako biti, se veš. Tako da ja, ampak pač imamo otroke, zdaj ne moramo jih kar vzgajati, da pa pač tega ni, tako da meni je to čisto jasno, da prejel tudi to moje hčerke čaka, jasno, ampak ne vem, da je pa samo vse na lepi fotke, pa tudi brez veze, se veš. Ampak je pa res, da moraš kakšen si pa vzame čas, pa zavrti tisto, kar si mislil, a pa si pogleda video in tako naprej, tudi če nisi ta glavna lepotička na sceni. Helena? Se popolnoma strinjam. Po mojem mnenju, zadnjič je bila res, so skoraj policijo klicali, kaj 6 ur bil sklopen Facebook. Ja, pa, če to nekateri ljudje v službi niso imeli kaj zadelati, kdo drug pa ne. Ampak ne, kaj sem hotel reči, glede na to, da Robi Šteka, si ga predstavljaš kot glasbenega učitelja v osnovni šoli, bi nekaj mulcev ali pa smrkelj navdušil za glasbo najbrž? To zagotovo, predvsem pa bi jim verjetno pokazal in dokazal iz prakse, kaj v življenju pa je dejansko najbolj pomembno. Ja, seveda, Da... Bi bil strok učitelj, si ga predstavljal? Sam jaz učitelj. Jaz sem enkrat na teden v Gorici že 9. sezono, kjer ima pač glasbena šola Goriška nadstandard oddelek in tam pridno poučujem. Sicer se daleč pelam, ampak enkrat na teden me čist nič ne mot in ja, tam že kar lep čas. Je interes, talent? Ja, kakšen pa si kot učitelj? Ja, tu pa tam zabaven, smešen pa strok. Tako. Jaz mislim, da je to vse, kar mora biti. To je proveti
za nekako predajati neko znanje ali pa kakšno modrost iz življenja. Ne? A veš, kaj mislim? Ja, in popotnica za življenje. Ne? Tako nekako, ja. Da vidijo, ne, tudi, da vidi mladina, da je življenje sicer resno, ampak A se jih ne moram jaz prepričati, si nor, pa se vidiš mulce, se sam telefon, pa story na story, kje je jaz pol teh portalov najbrž sploh ne poznam, jaz sem dinozaver najbrž, ko sem na Facebooku, veš, imam sicer odprt profil tudi na Instagramu, ker to je pač, ker je kako mus, pa to nimaš, ja. mus. Pa ni spet tak mus, veš, ampak je pa res, da si ne vzamem zdaj 1 uro, da stiskam follow, da bom dobil nazaj tudi jaz. Follow, wow. Ampak ja, najbrž je boljš, če si skozi tam prisoten, ampak sem zanč bil z 2, ne bom omenil poimensko. To ljudje živijo za te storije. Jo, sorry, res, to se pač redno objavlja in jaz mislim, da je to že malo, ne vem, veš, skozi dober, ja, ajde, mogoče jaz kaj ne razumem, mogoče sem jaz, kako se že reče, stara šola, pa spet nisem toliko star, no. No, ampak če smo začeli z MTV-em, ne, bomo z naslednjo glasbeno željo nekako šli v tem kontekstu, ne, Chris Isaak, Wicked Game, video spot, seveda poveden, ne, tudi ob glasbi. Ja, eden izmed lepših komadov, sploh, nimaš kaj. Od kitare, vokala naprej, pa tudi vidiš lepo punco ima noter, evo, ja. Pa smo spet tam. Ampak ja, eden izmed zimzelenčic. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage od 10:15 naprej zasedba Manuš v živo preko Facebook streama in seveda tudi na frekvencah Radia SI. Chris Isaaka smo slišali, Robi, kaj bi ga vprašal, če bi se tukaj postavil zdaj? Kdo se je spomnil ta kitarski aranžma? To bi ga vprašal. Če je njegov, ne? Če je njegov ali je od Studica, veš, jaz se velik s tem, jaz sem v tem čist noter in me zanima. Ne, po moje je njegov riff. Ja. Mrskašen pevc, tudi naš, te res presenet bolj kot mrskašen šolan kitarist, ker vem saj za 2, ki imata res nenormalen feeling za riffe, veš, tako da tudi večina nekih viš, kar se tiče tudi ostalih inštrumentov, ne samo kitar. Isto tudi jaz tle počnem, pa Manuš seveda pri kasnem brasu tudi pomaga Luka, ampak neke, veš, te osnovne ideje pa dostkrat avtor prispeva, tako da me zanima v bistvu za to kitaro. Ja, to bi ga vprašal. No, preko Facebooka lahko probamo. Nisem jaz take sorte, veš. Helena, kakšno vprašanje imamo za Robija danes pripravljena, ne? Absolutno. Navodila zdaj posluša. En skupek jih je, zelo so nezahtevna, gredo pa po principu... Sam ne iz geografije, prosim. Samo eden je z geografije, priznam, ampak zelo pisan na dušo tebe oziroma zasedbe. Prva asociacija bo najbolj pravilen odgovor. To je edino pravilo, ki je. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Tjulen na tlemi, to pomeni 6 plenkov, minuta 15. Vsak dan bi nehal, delam pa to že skoraj 2 leti. Najljubša aktivnost v prostem času? Spanje. Ne, kakšen sprehod, ja, čeprav premalo to počnem v zadnje čase, zaradi tega, ker tjulna dvigujem vsako jutro 6-krat. No, je potem na mestu vprašanje, da rečemo ali vprašamo, kako je zate videti res dober dan? Dobro snemanje, hiter domov po hčerke, pa kaj dobrega še skuhati, da presenetam punce, ko mamica pride iz službe. Ja, sedaj pa imamo odgovor na vprašanje, ali si romantik ali realist, ne? Oboje, žal. Zelo na trdnih tleh, glede na to, da se z umetnostjo ukvarjam. Romantik pa seveda, se veš, jaz vedno bom in vedno sem bil. Je kaj športa v tvojem življenju? Tjulen v zraku. Oziroma tjulen na tlevi. Če mi kdo reče, da se navadiš. Veš, tiskaj nehaš za 10 dni, pa imaš pol muskel five, evo ti to, koliko si lahko utrjem po 2 letih. Ja. Evo sedaj pa ta z geografije. Če bi izbiral najprizorišče za skupino Manuš v Sloveniji in kam bi zapičil pin, če bi ti sedaj nastavili zemljevid sveta? Kam?
Golf igrišče na Mauriciju. Ne. Nek kraj, ki je mer, pa mogoče, ki ni vse pogojevano z, tako smo se prej pogovarjali, socialnimi druženimi portali. Pa imam rad družbo, sem družaben človek, ampak imam pa rad svoj mer. Če se odpraviš na dopust, kam greš? Zdaj smo šli končno parkrat spet na morje, odkar so hčerkice, obožujem pa pač zaljubljen sem v Bohinj in Bohinjsko jezero. Meni je, ne vem, kada si na obisku pri Bogu res. Mogoče se sliši zdaj malo to ceneno, ampak res, tam je pa tako lepo. Bil sem že res velikrat, pa spet se letos nisem mogel načuditi. Si sicer hribolazec? Ne, imam strah od višine, vsi nora. Enkrat so me nasrali, se opravičujem izrazov, da sem šel gor do rakete, se pravi do Krederce, sem imel srečo, da so me peljali s helikopterjem, ker sem pač igral na neki prireditvi, pol so me pa prepričali, da grem do gor in sem zlezel gor ka panter v kavbojkah, no dol so me pa komi zolekali. Tam je bilo 30-40 policajev, ki so bili takrat tudi na Krederci, ne službeno, ampak bolj neka športna druženja. Mi verjameš, da se ni noben smejal, ko sem dol prišel, so mi vsi čestitali. Ko sem jaz ugotovil, da ne grem dol, so me komi prepričali. Tako da ne, gore ne. Super je videti, razgled, to je vse ok, sam če pa vidim dol ali pa čez kakšne stopnice, boh ne daj. To pa, tako da ne. No, je še kakšna stvar, ki jo mogoče o tebi ne vemo, poleg strahu pred višino? To, da sem imel v 5. klasu 75 kil, pa da sem vse kavbojke znucil na notranjih stranih stegna, pa da so strici pa tete govorili na obiskih, pa puste ga ne je, vse ima težke kosti, sploh ni debel. Skozi se s tem ukvarjam. Gor, dol. Če blok zakleno zvečer, hladilnik v zadnjih 2 tednih je, pozna kdo to, kako se naredi. Ključavica. Potrebuješ aplikacijo, ne? Definitivno. Super, še to. Kdo v bendu diktira ta modni ritem? Nehi, po nas boste pa danes videli, sem jih že slišal, da nisem povedal, da ni kamer, tako da danes ni metulčko. Še jaz sem že nekako sluten, da mogoče še rekalc bo malo prevroč, tako da ajde, bom probal zdržati. Drugače pa ja, pač najbrž kakšni filmi, pa kakšne slikce od preteklosti in seveda ta moda je pa spet in, se vidiš, ne, se in je spet, so 80-ta, ne, vidim, da so hlače, znači ena dobra rekla, da je imela 30 let v omari, plašč pa da je spet modern. Vse ciklira, ne? Ja. In če bi sebe srečal danes kot najstnika na ulici, kaj bi si svetoval? Čudil bi se pričeski. Ker jaz sem sam svoj frizer že, mislim, da cirka nekih 8 let in mi to tudi dobro uspeva, ampak si vijo pa druge stvari. V brvi ostajajo take, da mrskaš mislil, da jih farbam, ampak res ne. Brki pa žal že grejo na belo, imam pa spolirano čelado na 2 dni, tako da, evo. No, ampak veš, ta self-service, ne, kako je pol z lopatico, ne? Ja, pazati moraš malo potipati, če kaj ostane, to se tudi že kdaj zgodi. Veš, ko ostane ena stezica, pa je nisi opazil, ko se ti kam mudil. Ampak ne, drugače mi kar gre to dobro od rok, ja. Dobro, ne, šli smo gor in dol in Tako gor je. in dol gremo zdaj še z Elevatorsi, ne? Nekako, seveda. Projekt tudi, kjer si sodeloval oziroma še, ne? Ja, še. Mi se samo malo vidimo, se imamo pa vseeno radi, tako da dvomim, da bi kdaj to zdaj propadala pa razpadal. Je pa tako, vse veš, zelo zasedeni glasbeniki, vsak s svojimi projekti. Mogoče se malo premalo vidimo, ampak smo si pa zgradili tudi svoj plet, tako da pride pa en zelo velik projekt naslednje leto, tako da se ga že veselim. No, prva pomoč. Radio SI Main Stage. Tako, zasedba Manuš, še slabe pol ure, live stream. Kaj je pričakovati? Je kakšen scenarij ali je improvizacija? Kaj je vaša stvar? Ne, improvizacija, kaj dost pri nas ni dovoljena, kar se tiče struktur, zato ker seveda ne nastopamo bolj z bobnarjem, ampak imam jaz bobnarja v računalniku. Oziroma ja, enkrat smo se to šli, pa ene par koncertov, mogoče se še kdaj to zgodi seveda, ampak ostajamo zvesti
recepturi, kot je pač jo poznate od začetka. In je, kaj boste slišali? Ene 6-7 skladbic, ene pač nekaj iz prvega, nekaj iz drugega, nekaj iz tretjega, pa prihajajočega četrtega, kratko, sladko. Bova zaplesala, ali? To pa nekje dol v fundusu. S cilindri na glavi. Tako, z veseljem. Res čudovito druženje in res se veselimo koncerta 15:60. Super, hvala za povabilo. Tako da, ja, Robi, jaz mislim, da bo, ne, tudi zdaj, bomo videli, to tudi bomo po še prihodu, videli. ne, zdaj prebudil si se, to je res. Ampak, Nekaj sem se, ja. kaj pa tista... Mal sem obnovil, vidiš, tole za mikrofonom, tudi studijske sposobnosti, čeprav sem bil sem špiker jaz. Pa 18 letih na valu 202, pa prekinil kariero. Neki so me že snubali za Studio City, potem sem pa začel spet muska. Ja, za Studio City imaš premalo las, ne. Za začetek, ne. Kritično držo imaš, to ti je treba priznati, ne. Tako da hvala za obisk, nič, ob 10:15 naj se vsi priklopijo in manuš. Super, se vidimo, čau. Radio SI Main Stage.